jaz začnem za to novinarsko oziroma bolje rečeno predstavitvijo kandidata za župana Slovenske ljudske stranke, dr. Matjaža Plavana. V Slovenski ljudski stranki smo se odločili, da vendarle na teh volitvah nastopamo z svojim kandidatom, z mladim, svežim obrazom, z človekom, ki je zelo prodoren, ki se je sicer nedolgo tega preselil v Ljubljano, si ustvaril družino, rekel, tudi svojo poklicno kariero pripeljal, pa rekel, znanstveno kariero pripeljal praktično do nekega vrhunca. In s tem želimo seveda promovirati, kar počnemo že ves čas, neko novo Slovensko ljudsko stranko, neka nova imena in pokazati, da Slovenska ljudska stranka ni samo stranka, tako kot se je veliko očita, stranka podeželja, ampak da je dejansko tudi stranka urbanih mest, kar ne nazadnje dokazuje tudi to, da pokrivamo drugo in tretje največje mesto v Sloveniji, torej imamo župana tako v Mariboru, kot tudi v Celju. Gre za človeka, ki je odgovoren, ki ima mnoge zanimive ideje, ne samo na tem področju, za katerega promovira, ampak tudi sicer. In sam osebno verjamem, da bi lahko bil odlična rešitev za neko novo politiko mestne občine Ljubljana. Jaz mislim, da bo tudi to politiko v mestne občine Ljubljana potrebno spremeniti na način, da se bo preprosto končalo z tem brezskrbnim zadolževanjem, ker preprosto na ta način dolgo več ne bo šlo, oziroma po moji oceni naprej sploh več tako ne bo šlo. In jaz verjamem, da je dr. Matjaž Plavan tisti, ki bo to brezglavo zadolževanje v stanju zaustaviti. To bo potrebno storiti že zaradi tega, ker bo seveda politika državnega proračuna enaka in da vkolikor bo sprejeto zlato pravilo, in jaz seveda upam, da bo sprejeto zlato pravilo v ustavi, bo to ustavno določeno, da se bomo z brezglavim zadolževanjem generalno nehali ukvarjati in začeli trošiti toliko kot ustvarjamo. Za pred Ljubljano so seveda tudi mnogi pomembni izzivi, vezani na mnoga področja, na področja prometa, ki dviga veliko prahu, odpadkov, kulturne dediščine, ne nazadnje razvoja samega mestnega jedra in tudi sicer. In jaz verjamem, da bo v nadaljevanju naš kandidat seveda dal nekatere konkretnejše odgovore na ta vprašanja. Zdaj, jaz bi se dotaknil tudi tega, jaz upam, da gospod Janković, ki se je odločil za to kandidaturo, kar je seveda legitimno in seveda nima nič proti temu, da smo si nejasni, ampak vse vemo, v prihodnosti se lahko marsikaj zgodi. Jaz upam, da takrat, če bo prišlo kaj narobe, da ne bo takrat spet ponovno pustil mesta Ljubljana na cedilu in šel ponovno kandidirati za kakšno drugo funkcijo, ob tem, da bodo takrat spet morali biti volitve v Ljubljani. Skratka, želim upozoriti na to skakanje z enega na drugo mesto. Jaz upam, da je to zdaj na nek način dokončno odločitev, da želi biti župan in sicer ne vem, kako bomo to uspeli organizirati vse te volitve v Ljubljani. Toliko. Gospod predsednik,
Se zahvaljujem, da ste prišli na današnjo novinarsko konferenco, ker res nekoliko malo zgodaj. Bom pa zdaj na kratko še nekaj o mojem programu, potem, ker se v zadnjih mesecev dogajali. O meni verjetno že kar nekaj veste, na spletu najdete kakšne informacije o tem. Tako da, če govorimo o teh ključnih stvarih, ki jih je potrebno v Ljubljani storiti, je trenutno gotovo to, da Ljubljana je razvito mesto, ima infrastrukturo, ki je na dokaj visoki ravni. Dejstvo pa je, da Ljubljani treba še dvigati kakovost življenja, predvsem v luči spremenjenih gospodarskih razmer, predvsem tukaj govorimo o brezposelnosti in pa v luči teh starostnih razlik, ki se pojavljajo, se pravi, populacija se stara. Na drugi strani imamo pa mlado populacijo, ki pa nima nekega smisla v življenju, predvsem zato, ker je veliko brezposelnih mladih in je treba poiskati neke nove rešitve, kako to odpraviti. Prav gotovo je to tista stvar, ki smo si zastavili za prvo točko, se pravi, da povezujemo generacije med seboj, pa ne v smislu tako kot v drugih občinah, kjer medgeneracijske centre redijo za vrtce in pa dom za upokojence, ampak da mi ustvarimo nek center, kjer bo potekala aktivna politika sodelovanja med starejšo upokojensko generacijo in pa mlajšimi najstniki. Naprimer, da prihaja do prenosa znanja starejših na mlajše v vseh možnih oblikah. Tako se pravi pri izobraževanju, kot tudi pri prenosu določenih spretnosti, ki so jih starejši osvojili v svojem življenju. Take skupnosti ali pa take centre medgeneracijske je pa treba postaviti v neko okolje, kjer lahko zagotovimo, da bo dovolj veliko območje, da lahko dovolj ljudi privabimo v ta center. To so pa predvsem velike stanovanjske soseske, kot so Štepansko naselje, Fužine, Jarše ali pa Vršiški. In s tem, ko bi starejše spravili stanovanj na ta način, da sodelujejo, bi se počutili manj zapostavljene, kot se danes, in pa mladim bi lahko dali neko zatočišče pred kriminalom na ulicah, pred mamili in pa predvsem to, da so starši po večini zaposleni in se za temi otroci nekoliko manj ukvarjajo. V teh centrih pa bi našli potem tudi neko dodatno zaposlitev in bi bili umaknjeni iz ulic in ne prepuščeni nemilost ulic. Druga stvar, ki smo se v programu zelo močno zastavili, ki Ljubljana nujno potrebuje, je strategija gospodarskega razvoja. V Ljubljani je nastal en problem v zadnjih 15 letih, da so se vse, ampak res dobesedno vse površine, ki so bile nekoč namenjene za proizvodnjo, danes namenile ali za skladiščne ali za stanovanjske površine, se pravi, da na teh površinah ne ustvarjamo neke nove dodane vrednosti. In to pa je problem v Ljubljani. Mi potrebujemo tudi nekaj proizvodne in Ljubljana je tukaj popolnoma otopela. Tako da je treba v prihodnosti z različnimi ukrepi, predvsem na tistih zemljiščih, ki jih Ljubljana ima v lasti in pa preko samega prostorskega načrta zagotoviti, da bodo te površine ostale namenjene industriji, ne pa da se jih namenja stanovanjsko gradnjo. Stanovanja so pa danes, kakor toliko v Ljubljani, zelo precenjena in ostanejo prazna. Tako da tudi potem nadomestila od teh stanovanj pravi nekega konkretnega ni. Stanovanjsko nadomestilo je dokaj nizko, če pa imamo industrijo, je to nadomestilo večje in se v občino nateče tudi potem več proračunskega denarja. Tretja stvar, ki je zelo pomembna v Ljubljani, je to, da Ljubljana ni samo mesto, ampak tudi podeželje. Se pravi, mi imamo od Gameljn pa do Janč eno tako zelo veliko območje, kjer se lahko prideluje zdrava, kakovostna hrana. To so tudi rekreacijske površine, na Janče in Gameljne so z razen umestne prekinitve v centru Ljubljane dobesedno povezane z gozdom in se da to lepo, se pravi, da se lepo to povezati v neke pešpoti, neke izletniške kolesarske poti, ustvariti nek zeleni turizem, lokalni turizem, ki bo v prihodnosti še zelo pomemben, predvsem zaradi znižanja CO2 odtisa, tako da se temu mora dati večji poudarek v sami Ljubljani. Res da je, da Ljubljana ne more spodbujati kmetov, da bodo predelovali, lahko pa jim nudi infrastrukturo tudi v obliki tržnic, mogoče celo mobilnih tržnic, se pravi, da bi vsaki četrtni skupnosti lahko zagotovili vsaj sobotno tržnico domače pridelane hrane. Četrta stvar, ki je zelo pomembna,
so stanovanja za mlade in pa varovana stanovanja. Zdaj se kar pogosto dogaja, da zasebni investitorji, ki imajo pri tem največji interes, kajti starostnikov je vedno več, iščejo cenejše stanovanja in pogosto te oblike bivanja odhajajo, varovani stanovanji po domu za upokojence odhajajo iz mestne občine v primestne občine, ker so tam cenejša zemljišča. Ljubljana bi mogla tukaj nekaj več narediti, se pravi, da mora zagotoviti tudi v samem ožjem središču mesta površine, ki bodo namenjene varovanim stanovanjem in pa domom za upokojence, kajti starejši ljudje so manj mobilni, obenem pa vsem želijo živeti kolikor toliko aktivno življenje, se pravi, da želijo stanovati blizu zdravstvenih domov, blizu kulturnih središč, želijo se še vedno aktivno udejstvovati. Tako da to je ena stvar, ki mora Ljubljana nekoliko bolj premisliti in približati mesto tudi starejšim. Naslednja stvar je športna infrastruktura. Zelo pogosto se s tem terminom operira v tem obdobju, predvsem v luči nekih športnih projektov, ki se zdaj še napovedujejo, se pravi ali plavalnega centra Ilirija ali pa gimnastičnega centra, ki ne bi stal v mestnem blogu. Oba projekta sta pod vprašanjem zaradi finančnih sredstev, ki jih Ljubljana trenutno nima, sta pa izredno pomembna za državo kot tako tudi. Tukaj bo mogla mestna občina in pa sama država, pa tudi zasebni investitorji predvsem poiskati en skupni jezik, da bomo lahko ta dva športa, ki sta izredno pomembna za Slovenijo, dalje razvijali. Gotovo so rešitve tudi v že do zdaj zgrajenem športnem centru v Stožicah, ki ima ogromno trgovskih površin in tam verjetno nikdar ne bomo trgovine videli. Tam je ogromno površin, ki jih lahko zasede tudi športno dejavnost, tudi atletska. Ena stvar, ki jo je tudi zelo dobro opomniti, je regijski center za zbiranje odpadkov. Trenutno je cela zadeva v reviziji, zato ker se pač najdražji ponudnik pritožuje, ker ni bil izbran. Zagotovo pa je treba tukaj upozoriti, da se je občina nekoliko pozno lotila tega problema, če samo pogledamo primer Celja, kjer že kar nekaj let uspešno ločujejo odpadke po najvišjih standardih, v mestni občini pa še niti začeli nismo, niti prve lopate še nismo zasadili. Pripravljen je pač prostorski načrt, zadeve so, vendarle čez leto in pol bo potrebno to smetišče v te oblike, kakršno je sedaj zapreti. In tukaj ne gre samo za mestno občino Ljubljana, tukaj za 26 občin, ki tukaj odlagajo odpadke. Tako da je to izredno pomembna investicija, ki jo je treba v tem dvoletnem obdobju zaključiti in začeti zbirati in ločevati odpadke. Še bolj pomembna stvar pa je gotovo pitna voda. V Ljubljani sicer količinsko in pa kakovostno večjih problemov ni, vse pa v luči podnebnih sprememb moramo zavedati. Tudi danes je bilo opozorilo, da so reke na 1/3 svojega pretoka. Reka Sava pa je ključna za napajanje ljubljanskega vodonosnika in če ne bomo iskali novih virov, pa če ne bomo poskrbeli tudi za to, da se na teh območjih prilagodi kmetijska predelava, kajti ko se znižuje količina vode, se tudi povečuje koncentracija onesnažil, to pa lahko resno ogrozi pitno vodo v Ljubljani. Tretja, ena predzadnjih stvari, ki bomo danes omenili, je še promet. Tukaj je kar nekaj stvari, ki so zelo problematične in se jih občina ni pravilno, vsaj po mojem mnenju, lotila. Predvsem to, da strategije upravljanja s prometom v Ljubljani ni, oziroma ni dovolj jasna, če že obstaja. Se pravi, mi danes gradimo ad hoc garažne hiše, ad hoc urejamo promet, namesto da bi si zastavili nek cilj, se pravi, želimo znižati koncentracijo prašnih delcev v mestu, tudi Evropska unija to od nas zahteva, potem pa z umestnimi cilji, ki bi bili merljivi, ugotoviti, ali smo uspeli to doseči. Se pravi, če mi zgradimo na Roški cesti most, se ne bi to nekako poznalo tudi pri koncentraciji prašnih delcev. Če se ne pozna, potem se moramo vprašati, kje so problemi, da tega ni. Če zgradimo garažno hišo, se moramo ponovno vprašati, zakaj se koncentracija prašnih delcev ne zniža, ampak še vedno narašča. Tako da je treba postaviti neke jasne cilje, ali je to tramvaj, ali so to enosmerni promet, ali so to zeleni valovi, ali je to ukinitev prometa v centru mesta, na Slovenski. Tako da tukaj je več stvari, ki jih je potrebno v tem dvoletnem obdobju odgovoriti. Težko pa bomo v teh 2 letih rešili
se pravi koncentracijo prašnih delcev. Predvsem pri tramvaju bi rad omenil, da je to povezano tudi z visokimi stroški, ki si jih verjetno Ljubljana v tem trenutku težko privošči. Je pa zagotovo to je ekološko verjetno najbolj prijazen način transporta. In ga je za premisliti, moramo pa spet pomisliti na problem arhitektonskih ovir, s katerimi se bo tramvaj soočil, kajti tisti tramvaj, ki je vozil tam nekaj let po drugi svetovni vojni, je bil manjši, ni potreboval tako velikih poti, ta pa je nekoliko večji in seveda bo potreboval tudi nekaj arhitektonskim preoblikovanj, tako da bo verjetno treba razmisliti o tem, kje in kakšne stroke bomo postavili. Če operiramo številkami pri tramvaju 15 milijonov evrov za kilometer, ob tem pa seveda moramo pomisliti, da je treba tudi vse vode prestaviti izpod tramvaja, kajti če se zgodi kakšna nesreča, potem tramvaj ne bo operiral in to lahko predstavlja zelo drastičen problem pri prometu. Druga stvar je, graditi tramvaj, pa niti LPP še ni rentabilen. Res, da javni promet nikjer verjetno na svetu ni rentabilen, ampak vsaj toliko bi pa lahko zagotovili, da bi LPP začel poslovati pozitivno, potem pa se bomo lahko na bazi teh pozitivnih dobičkov, ki jih bo LPP ustvarjal, začeli pogovarjati in varčevati, zato da bomo lahko gradili tramvaj. In pa še zadnja stvar, ki bi jo opozoril, pa so četrtne skupnosti. Tem je treba že v naslednjem proračunu nameniti več sredstev. To, da neka četrtna skupnost operira samo s 25.000 evri letnega proračuna, je sramotno za Ljubljano. Vsaka podeželska občina ve, da je treba četrtim oziroma krajevnim skupnostim nameniti več denarja, da same lahko z njim razpolagajo. Kajti potem se dogaja to, kar se lahko po Ljubljani vidi, da kulturni domovi v četrtnih skupnostih propadajo, da določene ceste niso urejene in če pa ima četrtna skupnost sama na voljo ta denar, ki ga lahko pač v nekje pol milijona do milijona četrtna skupnost lahko sama z njim razpolaga in sama odloča, kateri projekt bo prednostno financirala, pa bi bil denar tudi veliko bolj smotrno porabljen. Kajti danes se je pač Ljubljana odločila, da bo vse zbirala v en osrednji kupček in potem skrbela za to, da bo poplačala dolgove pri določenih investicijah četrtne skupnosti in pa zelo malo namenila. Tako da tukaj nastanejo problemi in treba je tudi ta resurs, ki ga četrtne skupnosti imajo, se pravi človeški resurs, uporabiti. Notri je ogromno strokovnjakov, doktorjev, različnih inženirjev, ki so sposobni voditi četrtne skupnosti tudi ob tem, da bi imeli nekoliko več sredstev. Kajti s 25.000 evri se lahko zelo malo naredi. Toliko z mojega programa, nekaj usmeritev, katere sem si zadal, da bi jih v tem prihodnjem obdobju 2 let lahko izvedli. Gotovo pa je še več problemov, ki se pojavljajo znotraj mesta. Tako da, če imate še kakšno vprašanje, rade volje odgovorim. Jaz bom te eno vprašanje, Ljaškega opisnice Rade Kaos. Najprej v eno številko primeru, rekli ste 15 milijonov evrov za kilometer tramvaja, Ja. To je večkrat veliko. Tako operirajo, od 8 do 15 milijonov operirajo. Milijonov evrov, ali Ja. govorijo o tisočih evrov, ker je kilometer tramvaja je neka celotna številka, se bi bilo 800 milijonov za celotno mrežo, ne? Se to bo držalo, če računate krat toliko kilometrov. Prav, verjamem. Drugo, bolj pomembno vprašanje. Vaš protikandidat te stranke zares Vito Rože je omenil opcijo urbanega vrtičkarstva kot enega od načinov pridelave ali pa subpridelave hrane, zdrave podaje. Je to nekaj, o čem bi vi kot župan podprli, ali je to, bomo rekel, bolj blago živim? To je gotovo ena dobrih idej. Tudi vse urbano vrtičkarstvo smo se v Ljubljani že od nekdaj šli. Ljubljanske ledenke ne bi nikoli bilo, če ne bi bilo dejansko urbanega vrtičkarstva tudi na obrobju centra mesta, je pa danes že pozidano. In tudi to, ko je pač dozdajšnji župan ukinil te površine, ki so bile v lasti Ljubljane in vrtičkar je spodil, jim je obljubljal, da bo nastavil neke tipske hišice nazaj in jim ponovno dal najem. To se je pa v zelo majhnem številu zgodilo. Tako da tukaj je Ljubljana na potezi, da ljudem vrne eno obliko tudi rekreacije v končni fazi in obenem predelovanja hrane, da se znižajo stroške. Tako da to vsekakor in vedno podpiramo.
Mogoče še tretje vprašanje za dva, tudi za gospoda Žerjava. To, da je šla SLS z lastnim kandidatom v Ljubljani, kljub temu, da je gospa Kostler Dolinar nekako potihem računala tudi na vašo podporo, je tudi sporočilo, bom rekel, ostalim dvim strankam, zgolj, bom rekel, delo za naprej, za naslednje lokalne volitve, za pozicioniranje stranke, ki takih bilo svetnika v mestnem svetu? Glejte, SLS je suverena neodvisna stranka, mi peljemo svojo politiko. Je že res, da Slovenska ljudska stranka za izjemo od drugih velikih mest ni tako prisotna, kot bi po moji oceni morala biti. In pogledajte, pač peljemo svojo politiko, svoje razmišljanje, poskušamo zgraditi tudi neko kredibilno ekipo znotraj mestnega odbora Ljubljana in si te aktivnosti, ki jih peljemo, gredo v tej smeri. Zdaj, kako razmišljajo druge politične stranke, tudi če sprašujete znotraj koalicije, pač to njihova suverena pravica, mi razmišljamo po svoje. Če dovolite, malo se mi zdi neresno kandidirati, ampak obljubim premisleku je vendarle se splača na daljši rok, kaj bi lahko naredil z Jankovićem mestnim svetom. En sam človek, pa me zanima v teh 2 letih. Do zdaj vas nismo poznali v Sloveniji, predsednik prav, da prihajate iz tujine. Kaj boste počeli v teh 2 letih, da bodo mogoče pa naslednji županske volitve bolj vaše? V tem obdobju vsekakor bo treba aktivno opozarjati na probleme, se tudi predvsem tiste, ki so Ljubljano ključni, se vključeva tudi mogoče tudi v nekoliko bolj z izjavami za mnenje, ko se sprejemajo določene odločitve. Moram reči, da je mestni odbor v tem obdobju nekoliko zaspal, ampak imamo zdaj načrt, da to seveda ukrepimo in se dejavno vključimo v mestno politiko, vsekakor tudi s podporo stranke. Imamo le 2 ključni ministrstvi, ki sta za Ljubljano še kako zelo pomembni, če bo želela ta Ljubljana naprej prosperirati. Kako pa vidite oskrbovanje sredstvi? Ta kandidatura je resna. Ko ste rekli, če mislite, kako ste vprašali, če je to ni. Ta kandidatura je resna. No, se jaz vidim županovanje v tej smeri, ne? Recimo, da je... Vem, kam ste ciljali. Razmišljali ste v tej smeri, da je seveda občinski svet oziroma mestni svet zdaj sestavljen tako, kot je sestavljen, kjer ima veliko večino zdaj nova, torej ta stranka Pozitivna Slovenija. Ampak zdaj, vprašanje je tudi, ali je resno in odgovorno, če hočete. Ne? Najprej reči, jaz bom premier, potem ugotoviš, da ti to ni uspelo, zdaj pa pač ne bom premier, pa bom spet župan, mogoče bom pa potem, če se bo kaj zgodilo, spet premier. To pa ni resno, ne? To pa res ni resno. Oziroma tudi neodgovorno, ne? Ker to je tak malo povuci potegni, kot se temu reče. Ne? Ta kandidatura je resna, mi mislimo resno z Ljubljano, tako kot smo mislili tudi resno takrat, ko smo začeli novo dejansko postavljati generalno stranko, če hočete Slovensko ljudsko stranko, in pripeljali vsem, kamor smo in to svojo pot bomo gradili tudi v prihodnje. Ne? Tudi z takšnimi kandidaturami, kot je ta, predvsem pa z nekimi svežimi, prodornimi ljudmi, ki imajo znanje, ki imajo modrost in tako naprej. Kje boste črpali sredstva za projekte trgovin ne bo, tam je veliko denarja, če jih bomo zmanjšali? Kje vidite priliv? Priliv, zelo velik manjko ima mestna občina pri evropskih sredstvih. 0,1% dejansko proračuna povprečju predstavljajo evropska sredstva in tukaj Ljubljana premalo storila. Tukaj se lahko preteče tudi do 50% posamezne investicije. Če poključimo se zasebne partnerje, seveda tam, kjer imajo interes, ker oni pač iščejo dobiček, pa se lahko tudi tam nabere kar nekaj sredstev. Mogoče že za konec spet za oba, je ta nov zagon, nova dinamika, ki jo hočete dati v Ljubljanskemu odboru, tudi neka napoved sprememb v vodstvu odbora, se bo tam kaj dogajalo po teh volitvah? Na samem mestnem odboru so se spremembe že zgodile. Po zadnjih volitvah prišli so novi ljudje v ta odbor. Zagotovo pa je, da bomo še krepili svojo strukturo znotraj tega odbora.
To je stvar odbora. Okay. To se pa morajo oni sami zmeniti. Kandidat, mogoče gospod predsednik za predsednika države. Razmišljamo zelo temeljito tudi v tej smeri. Hvala lepa. Najlepša hvala.